Pozdrav vsem skupaj, počasi začeti s predavanjem. Pozdravljam vas v imenu Slovenske matice, v imenu naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici, ki prireja približno enkrat na mesec taka zanimiva predavanja z različnih področij znanosti. Zato ste vsi dobrodošli tudi na teh predavanjih, na bodočih predavanjih. Profesor dr. Zvezdana Pirtovška, vsi verjetno dobro poznate, par besed o njegovem delu, njegovim družbenim udejstvovanju. Je redni profesor na medicinski fakulteti, poleg tega je predstojnik kliničnega oddelka za živčne bolezni na UKC-ju. Potem piše znanstvene, strokovne članke, ki so zelo odmevni, ima veliko citatov teh člankov. Sodeluje na mednarodnih konferencah, ki jih tudi sam velikokrat organizira. Je tudi družbeno zelo aktiven, sodeluje v takih društvih, kot je Slovenska matica, tudi v drugih društvih, ki jih zanimajo predvsem te nevrološke bolezni, demenca, Alzheimerjeva bolezen in Parkinsonova bolezen, za katero je sploh specialist. Velikokrat ga vidimo na televiziji, poslušamo na radiju. No, za vso to družbeno dejavnost je dobil tudi v letu 2018 državno priznanje, red zaslug, je predsednik po delu. Toliko o njem, zdaj pa kar njemu prepuščam besedo. Pa sem takoj navezal in se bom vprašal, kako je zdaj biti jaz, Zvezdan Pirtovšek, v tem trenutku in tukaj. In se čutim nekako kot neko telo v enem prostoru, ki je osvetljeno, vidim veliko ljudi, v meni je čustveno kot neka tako malo mešanca zadrege pa nekega ponosa na način, kako sem bil predstavljen. Vidim neke obraze, ki mi zelo veliko pomenijo, s katerimi sem leta in leta živel in jih poznam. Vidim neke druge obraze, vidim neke slike, čutim, da stojim po koncu, da me nekoliko boli sredi hrbta, da mi nekoliko blešči zgornja luč. Skratka, je nekaj takega, kar pač je, da se čutim, da sem tak, kot sem. Sem tudi zelo, bom rekel, nekako vsi ti elementi, ki sem jih naštel, nekih vidnih senzacij, neke bolečine, ki jo imam lahko tule v tem, potem to, da stojim. Pravzaprav, čeprav jih jaz znam tako analizirati, pa vsako posebej povedati, vendarle sestavljajo neko tako enoto. Jaz sem tukaj, jaz sem celosten, približno vem, kaj bi povedal, čeprav, ko jaz izgovarjam te svoje stavke, te besede prihajajo, ne vem odkot, pravzaprav se bolj najdejo v mojih ustih in v moji glavi, kot da bi jaz zdaj zelo načrtoval, kaj bom rekel. Načrtoval sem neko glavno temo, ne načrtujem pa recimo zdajle besedo za besedo. Se pravi, jaz imam nek tak zelo celostni občutek, kaj je to biti jaz v temle trenutku. To govorim zaradi tega, ker je ena morda najbolj odmevnih in pa zanimivih, morda ne toliko nevrologov, koliko vsekakor pa recimo filozofom, pa fenomenologom, pa antropologom, definicija zavesti, ki jo je podal en filozof, Thomas Nagel, tukaj imam v angleščini,
kdaj je pravzaprav neko bitje, neko življenje v enem zavestnem stanju. Ne? On pravi, če lahko v angleščini, ne? An organism has conscious mental states if and only if there is something it is like to be that organism. Spravi, jaz se zavedam, imam neko zavedanje, morda sedem, česarkoli okolja, samo če je pač nekaj takega, kar se čuti kot jaz, kot organizem. Ne vem, če sem zelo zakompliciral, v filozofiji ponavadi zelo zakompliciral, sem zelo hitro vas bom pripeljal tudi na bolj konkretne, nevrologu bližje poglede na zavest. Ampak še vedno moram pa enega drugega filozofa omeniti, tudi zelo odmevnega, ki je, pa ne vem, ali so bila 90. leta prejšnjega stoletja, vem, da je Avstralec, da je imel dolge hipijevske lase in da je bilo nekje ali v Arizoni ali v Las Vegasu, ko je imel eno predavanje, za katerega sam ni pričakoval, da bo kaj posebnega, eno od predavanj, pa vendarle se je globoko zasekalo v zgodovino, ne samo filozofije, ampak tudi vseh strokovnjakov, ki nas zanima zavest. Sicer je on razdelil, vse takih delitev je bilo tudi že prej, pa tudi že kasneje in so se različno imenovale, njegova se je zelo obdržala, ne? In je rekel, da prav, ko mi govorimo o zavesti, lahko govorimo o dveh vrstah zavesti, a ne? Ena predstavlja tako imenovani easy problem, tak lahek problem, čeprav v bistvu ni lahek. Recimo, jaz se celo življenje ukvarjam z možgani in skušam, kaj se jim razumeti, recimo, kako neka vidna informacija pride v moje možgane, kje se vsuče, kaj naredi, ne, to raziskujemo recimo z EEG-ji, z specialnimi slikanji možganov, v zadnjih časih tudi recimo z optogenetiko, skratka z zelo kompliciranimi preiskavami in zlasti na področju vida smo zelo daleč prišli. Pa vendarle Chalmers to imenuje lahek problem. Zakaj lahek problem? Prav, če imaš ti dobre instrumente, dobre sodelavce, potem slej ko prej ti lahko prideš do tega, kaj se zgodi od trenutka, ko ti na mrežnico očesa pade podoba tele sobe, pa potem mnogo milisekund kasneje, 100, 200, 300 milisekund kasneje, a ne, ko se pa v moji glavi nekje tukaj odrazi podoba tele sobe. In to znamo pravzaprav nevrologi, nevroznanstveniki zelo lepo študirati korak za korakom. Mi razumemo, da ko nam pade slika, recimo tele sobe na mrežnico, da ostane kot slika, obrnjena je levo, desno, zgoraj je spodaj in tako naprej. Ampak potem, ko zapusti mrežnico in stopi v nek prostor, kjer so možgani, se zgodi nekaj fascinantnega in sicer ta projekcija te slike se raztopi v viharju električnih potencialov, nekih elektrik in nekih biokemičnih snovi, nekih malih tekočinic, nevrotransmiterji jih imenujemo, ki nato se sprehajajo po možganih, vzbujajo nove električne potenciale. In skratka, v tem viharju popolnoma nerazpoznavnem, tukaj ni slike, to ni slika, ampak je to nek vihar elektrike in biokemije, ki pa mi potem približno 100 milisekund potem, ko prevrši od sprednjega dela mojih možganov do zadnjega, začne mukotrpoma v tem zadnjem delu tukaj izgrajevati znova to podobo, ki se mi je ob vstopu v možgane razbila. Izgrajujejo tako, da najprej mi samo vrne morda svetlobo, občutek svetlobe. Nato se v tej svetlobi porodijo neke črte, neke linije, neke pike. In potem se začne potovanje tega prvega, od zadnjih delov možganov navzpred. In takrat se zgodi en tak velik čudež, milimeter za milimetrom, ko ta
ko ta informacija potuje od zadnjih delov možganov naprej, se v meni počasi iz teh pik, črt, vzbuja neka podoba, morda najprej nekega kroga. Potem ta krog ob tem potovanju električnih potencialov naprej se mi morda tridimenzionira. Vidim, da je to pravzaprav ni krog, ampak da je to podoba nekega, da je to neka krogla. In ta krogla se potem naslednjih nekaj milimetrih mojih možganov obarva, postane zeleno-rdeča. In potem naenkrat se v meni zbudi ta misel, oziroma ime tega, prepoznava tega, to je jabolko. In zanimivo, da če bo to potovalo naprej, še v sprednje dele možganov, čim bolj naprej grem v svojih možganih, tem bolj stopam v svet virtualnega, v svet metaforičnega, v svet nečesa, kar pa kultura prinaša, pa civilizacija. In tako, če bo ta slika tega jabolka recimo šla še naprej, potem bom naenkrat dobil tudi misel, mama, pa jabolčna pita. Pa če bo to šlo še naprej, se mi bo naenkrat porodila podoba Edenskega vrta in morda Michelangelove slike Izgon iz raja. Kakšno zvezo to ima? Da ima zvezo, da je to jabolko, samo jabolko v enem čisto drugačnem prenesenem pomenu. Vidite, in vse te, to, kar govorim, da smo vse te korake nevroznanstveniki pravzaprav zelo dobro razumemo. Nobelove nagrade so bile za to podeljene. Ampak Chalmers potem nam ponudi še eno drugo zavest, ob kateri to pravzaprav postanemo po svoje nemočni, začudeni, ne razumemo, nekateri ne razumejo, kaj želi povedati, nekateri absolutno to zavračajo, nekateri sprejemajo z velikim olajšanjem njegovo besedo, da obstaja pa še druga zavest in to je tista, ki je težak problem. To je tista najvišja reflektivna zavest, kaj je pravzaprav to, da se jaz počutim nocoj to, kar sem vam opisal, odkot to pride. Tega, ali to bomo lahko kdaj razložili z elektriko in biokemijo v naših možganih, ali tega ne delimo, ali tega ne bomo obudili. A je potrebno obuditi Descartesovo razmišljanje, da pravzaprav imamo telo in potem imamo dušo. Misel, ki je recimo sodobnemu nevroznanstveniku neprijetna. Marsikateremu filozofu pa pomeni neko olajšanje. Zdaj, ko se nevrolog pa nevroznanstvenik ukvarjata z zavestjo, ne moreta mimo tega, da prvič ne znata točno definirati, kaj je to, ne? Da potem rečeta, da potem naštejeta cel kup nekih stanj, ki pravzaprav jim vsak lahko dokaže, da to ni tista prava zavest, kot jo mogoče nekdo drugi misli. Skratka, terminologija tukaj nam je zelo zmedena, kaotična. Ampak recimo, da nevroznanstvenik vidi vsaj dve pomembni dimenziji zavesti. Ena je kvantiteta, koliko se jaz zavedam. Tukaj recimo imamo neko sliko, ki je pravzaprav nevrologu zelo blizu in ki kaže, vidite, tukaj imamo naše stanje, koliko smo budni. In tukaj imamo stanje, koliko se zavedamo. Nekateri mešajo to budnost in pa zavedanje. Jaz lahko imam stanje, ko niti nisem buden, niti verjetno nimam prav nobenega zavedanja sebe in sveta okoli sebe. To imenujem komo. Ali pa recimo, če ste bili kdaj na kakšni operaciji, pa so vam dali anestezijo, se je svet in vse v tistem momentu, ko ste globoko vdihnili, zaključil. In se je potem znova odprl, morda uro kasneje, 2 uri kasneje, ko so se nad vas sklanjali obrazi in so rekli, no gospod, dajmo, zbudimo se, dober dan, in takrat, nagrad k temu se bomo še vrnili, kaj se je takrat dogajalo. Se pravi, imamo stanja, kjer nimamo niti zavedanja,
niti budnosti. In potem imamo recimo stanje, kjer smo kot budni, gledamo, celo spremljamo z očmi in vendarle ni nobenih znakov, da bi se mi karkoli zavedali. Ena najbolj težkih dilem, tudi v nevrologiji, ko sprašujemo, ali morda enega človeka, ki je na teh in teh mašinah, ali ga odklopiti. Vsi poznate verjetno kakšne primere, recimo, ki so bili zdaj pred kratkim v Angliji, v Italiji, ne, ko so se starši borili ali za eno, ali za to, da se ga odklopi, ali za to, da se ne odklopi. Ne. Ampak znanost bi rekla, da oni nimajo zavedanja, da nikogar ni doma. Nikogar ni doma in vendarle izgledajo, kot da so budni. To je za starše, ne, za strašno težko videti tistega sina, recimo, ki leži tam, ki žika, ki gleda, ne, ki diha. Potem imamo drugo možnost, pa recimo, da pravzaprav smo polno budni. Budni smo, ne. Prosite, imamo neko zavedanje, nekdo je doma, neke slike so, vendar nismo budni. To je seveda v spanju. Imamo več vrst spanja za nevroznanstvenike, zlasti fascinantno. Eno, v katerem močno premikamo oči in kjer pravzaprav kažejo snemanja, da v naših možganih poteka čudovit svet nekih zgodb, nečesa, nekaj se dogaja in vendarle je naše telo izklopljeno, ne moremo se premikati, kajti če nas recimo v teh sanjah preganja kak lev, kaj takega seveda ne smemo vstati in teči. Se pravi, imamo stanja, ko imamo neko zavedanje, nekdo je doma, neke zgodbe se dogajajo in vendarle nismo budni. Ne? In potem imamo na osnovi tega polno nekih umestnih stanj, do nekaterih se bomo še vrnili. Recimo eno tragično, ne, posebej za klinika je tragično. Poglejte, kaj je. Človek je buden, človek se vsega zaveda, pa vendarle na prvi pogled, ko pridemo k njemu, je kot v komi, popolnoma nič se ne premika. Ne? Nimamo nobenega kontakta z njim. Edino kar, če smo zelo, zelo pazljivi, moramo ga ves čas gledati v oči, ponavadi so to mame, ne, ki sedijo zraven teh svojih nesrečnih otrok in gledajo v upanju za kakšen. No in potem recimo taka mama pride k zdravniku, veste, jaz sem sigurna, da on razume in ve vse. In ponavadi naleti pač na tisti malo pokroviteljski dobronameren nasmeh, seveda upanje je zadnjo, ki umre, ampak ta je človek, ki je v komi, ni nič. In vendarle, če bi njegove oči natančno opazovali, bi videli, da on takrat, ko hoče reči da, morda pomežikne, ko hoče reči ne pomežikne. In če mu to rečemo, ne, devi pomežikni enkrat za da, pomežikni dvakrat za ne, bo to naredil. Tak človek je vklenjen v svoje lastno telo, ima tumor ali pa kamp ga je zadela na tako strateškem mestu, da edino, kar mu je preostalo vse bogastvo slik, zavedanja, spominov, ne, vse zgodbe so tukaj, vsi filmi se vrtijo, pa vendarle njegovo telo ne more nikakor pokazati, da je v njem vse to bogato življenje. Vidite, seveda medicina nikoli, jaz mislim, da pa zelo redko, da je v zgodovini je zavestno delala škodo, ne verjamem, da neke take teorije. Ampak zanesljivo je, recimo, da tega pa dolgo časa ni prepoznala. Šele sredi prejšnjega stoletja so spoznali taka stanja. No in tukaj imamo potem pravzaprav eno tako veliko
bogatstvo, veliko zmedo nekih stanj, kjer se dostikrat sprašujemo, ne, ali je kdo doma, ali so luči prižgane, pa ni nikogar doma, kaj ta človek čuti, ali ve, ali ne ve, ali je mogoče duša, ki je ohranjena. Vse to so vprašanja, ki se recimo človeku, ki se z zavestjo ali pa z možgani ukvarja, nujno pridejo. Vidite, kaj so možgani? Ne? Možgani se v evoluciji nimajo seveda vsa bitja možganov. Možganov nimajo tista zelo uspešna evolucijska bitja, ki so bila milijarde let pred nami in bodo milijarde let za nami tudi, ko nas ne bo več, recimo kakšne trave, mahovi in podobno. Zdi se, da je potreba po živčevju nastala takrat, ko se bitje, ko ni več pritrjeno, ko ne želi biti več pritrjeno na to skalo oziroma na to zemljo, ko želi na pot. In takrat pravzaprav njegovo telo zgradi neke celice, te celice so dve vrste. Ena vrsta je, da tista, ki pod narekovajem gleda, čuti tipa, kaj je pred menoj in potem telo pomika tako, da bo preživela. Ne? Se pravi, da ne bodo možgani za to, da bom pisal čudovito poezijo. Ne bodo možgani zaradi tega teleološko, ne, kot bi mogoče kakšen Aristotel rekel, da so zato, da se bom nekega dne, da bom čutil vso lepoto ljubezni, recimo, ali vso lepoto poezije, ali kaj takega. Ne, možgani so zato, da jaz preživim, če nisem pritrjen. Vidite, in pravzaprav to naše razumevanje, kako pa zdaj nastaja ta zavest, ne, seveda nastaja iz nekih percepcij, iz nekih slik, iz nekih glasov, iz nekih dotikov, iz nekih občutenj, ki in kako je moje telo, ne, to se ne propriocepcija, skratka veliko takih percepcij, propriocepcij, videv in tako naprej je, in to je klasična nevroznanost gledala, kot je tukaj zelo lepo tudi Descartes, ne, to je Descartova slika, ne. Je pač bilo tako, ne, naši možgani so kot en veliki organ, ki pravzaprav sprejema to, kar je, če seveda vzamemo to, da sploh nekaj obstaja, recimo, da nismo kot nekateri filozofije, tudi nevroznanstveniki Hoffman, recimo, ki bi rekli, ne, sej ničesar ni. Recimo, dajmo recimo, da je neka objektivna realnost, ne, in pravzaprav naše razumevanje klasično možgana je bilo, da ta objektivna realnost pride v možgane, možgani jo natančno, čim bolj natančno nekako analizirajo, ugotovijo, kaj je to, če ne bodo natančni, potem bom morda psihotičen, ne bom imel neke čisto napačne zaznave. Se pravi, funkcija možganov je zelo mehanična, treba je videti, kaj je, treba je to analizirati in treba je ustvariti tisto pravo podobo. Ne, se pravi, da naš svet, naše zavedanje se gradi iz bottom up, od zunaj navznotraj, od spodaj navzgor. In to je nekaj, kar v bistvu medicince na neki enostavni na nivoju še vedno učimo, tako sprejemanje in delovanje možganov. Včasih smo malo pol pa v zadregi, ker vidimo, da mi lahko različne stvari vidimo včasih zelo različne. To je neka zelo znana Nekerjeva kocka, ki jo lahko vidite, ali da je to sprednja stran, ali da je to zadnja stran, in pravzaprav vam se to lahko, ko malo bolj gledate, spreminja. In cel kup, lahko bi vam zdaj pokazal, cel kup nekih optičnih iluzij, ne, kjer pa mi vidimo, da pravzaprav se mora še nekaj drugega v možganih dogajati. Ne samo to, da moji možgani analizirajo realnost.
Veste, in to, kar se dogaja, je pa to, kar zadnja leta, morda pa zadnje desetletje, pa zadnjih nekaj desetletij, pravzaprav nevroznanstveniki z fascinacijo odkrivajo. In to je, da imajo naši možgani zelo natančno a priori podobo, kaj je verjetno to, kar recimo jaz zdaj gledam, ali pa kar se bo v mojih možganih spremenilo, kot sem rekel, v vihar elektrike in biokemije. Ne? Se pravi, kako to naši možgani dobijo? Najprej to dobijo skozi evolucijo, skozi napake in uspehe in tako naprej. Ne? Smo se naučili, a ne, da je recimo, dobe pa niso ravno takrat imeli tako, ampak jaz predvidevam, moji možgani predvidevajo, da je tole steklenica z vodo, v kateri je voda. In tudi potem, ko jaz nekaj takega gledam, pravzaprav prihaja do soočenja dveh poti. Dveh, ne. Ena pot mi prihaja iz tistega, kar je realnost, ne, in vdira v moje možgane. V mojih možganih pa že čaka pravzaprav neka a priori struktura, ki sem si jo pridobil skozi milijone, tudi milijarde morda let, ko sem se mukoma prebijal do tega, da sem modri človek, ne, da sem edini taki, ki recimo po nekaterih, vse po Descartesu recimo, ima zavest. Se pravi, nekaj mi je dala ta evolucija. In to imam zapisano v genih. Se pravi, knjiga življenja vseh teh generacij, katerih konec ni zdaj tukaj, je knjiga DNA, je knjiga genov. Potem imam pa še eno drugo knjigo, to pa ni knjiga mnogih generacij. Čeprav z epigenetiko ni čisto mogoče tako, ampak malo poenostavno. Skratka, imam še eno drugo knjigo in to je knjiga mojega malega življenja. V mojem primeru recimo 66 let, 23 let, 48 let. Ta knjiga je pa v mojih možganih. In tudi skozi ta svoja leta sem se jaz naučil, recimo, da je to voda, da je to... Skratka, jaz imam iz dveh virov, imajo moji možgani že vnaprej pripravljene a priori stvari, ker pričakujejo, to mora biti tako in tako. In ko se srečata ta pot od realnosti proti mojim možganom in tista a priori svet, skoraj da bi človek lahko uporabil mogoče nek platonistični svet, nekih idej, seveda, zdaj govorim bolj o genih, bolj o tem, o strukturi možganov, ko se ta dva srečata, potem nastane nekaj, kar nekateri avtorji imenujejo kontrolirana halucinacija. Zakaj halucinacija? Halucinacija zaradi tega, ker tisto, kar bo prevladalo, ne, ni to, kar bo od spodaj navzgor prišlo, ampak to, kar bodo moji možgani dovolili ali ne dovolili, sprejeli ali ne sprejeli. Če bom imel recimo temu zdrave možgane, potem zdravi možgani pomeni, da pravzaprav so taki, kot jih je evolucija oblikovala, da jaz lahko preživim. In če bom imel te zdrave možgane, potem bom jaz skoraj da zanesljivo lahko rekel, to je toliko in toliko centimetrov oddaljen kozarc vode in bom to prijel in bom ta kozarc, oziroma steklenico vode dojel na nek način, bo del mojega zavedanja, ki bo predvsem tam, kamor bom jaz usmeril tisto pozornost. Se pravi, da je moje zavedanje, je v bistvu v nekem smislu neuroznanosti sodobnih zelo blizu, recimo je kontrolirana halucinacija. Kontrola prihaja od objektivne stvarnosti, halucinacija prihaja od tega, kar
imam jaz v svojih možganih kot pričakovanje, kot zapis, kot napoved. To mora biti tako in tako. Zdaj, in mi lahko vidimo na mnogih primerih pravzaprav, da naši možgani kar hočejo nekam, nekaj, kjer ni ničesar, hočejo dati neko vsebino. Tukaj sem dal recimo znane primere, kjer bi ljudje videli recimo človeške obraze. Veste, kje je tukaj? To je ta naša ajdovska deklica. Mi imamo neko vrojeno potrebo, da vidimo smisel, da vidimo red, da vidimo vzorec, da vidimo zgodbo, tudi tam, kjer reda, vzorca ali zgodbe ni. Zato je tako čudovito lahko verjeti, a veste, ko ti nekdo reče, veš, ampak, ne vem, viruse je pa, ne vem, spustil, ne vem, Kitajci so jih naredili, ali pa, veš, tudi mimogrede dajo čip, ali kaj tako, veste, tako je ta silna lahkotnost enostavnih zgodb, ki imajo enostavne vzorce, ki ti ponudijo nekaj črno-belega in se ti ni treba pravzaprav boriti in opotekati med tisočimi variantami sive. Veliko lažje je črno ali belo. No in, veste, možgani ti ponudijo nekaj, realnost ti ponudi nekaj, zdaj načelno bodo ti možgani pravzaprav močnejši. Bodo močnejši. V večini primerov, vsaj tisti, ki tukaj sedimo, imamo možgane, ki so zdravi. Se pravi, taki, ki so se skozi evolucijo in skozi naše življenje tako strukturirali, da pravzaprav jaz lahko nekaj vidim, slišim, naredim, stopim tja, brez da bi ogrozil svoje življenje. To naredim koristno, a ne, in pravzaprav to srečanje tega od zunaj znotraj, pa od znotraj ven, ne, je pravzaprav koristno in jaz svoje življenje bom preživel. Čeprav seveda bom pa imel, vedno bodo pa moji možgani tisti, ki bodo na koncu prevladali, ne, in kako to vidimo? Veste, v nevrologiji imamo take zanimive sindrome, kjer vidimo, da se zavest, morda bom to dal predvsem na primeru zavedanja svojega jaza, prične raztapljati. In mi, pravzaprav, ko se to raztaplja, mi pravzaprav ponavadi verjamemo, smo silno nam je lahko verjeti tem iluzijam, tem halucinacijam, ki jih ponudijo možgani. Recimo imamo en zelo znan Capgrasov sindrom, ne vem, ga bomo šli takole, pride mož recimo na policijo, pa reče, veste kaj, daj najprej me do konca poslušajte, jaz nisem nor, najprej to vam moram povedati, tudi psihiatri so mi povedali, da nisem nor, in prosim, vzamite me resno. Jaz dobro vem, da je moja žena, ki izgleda čisto enaka, kot je bila vsa ta leta in moji otroci jo imajo za mamo, in naprej jaz vem, da je ona zamenjana. Pa ne verjamem, nikoli nisem verjel v Marsovce in to, da te nekaj odpira, ampak jaz dobro vem, verjemite mi, jaz vem, da je tu nekaj narobe, prosim, raziščite. Človek ni psihiatrični bolnik, človek ima pravzaprav lezo, morda tumor, morda kak na enem zelo strateškem mestu, ne bom zdaj šel v podrobnosti, ampak recimo danes mi natančno razumemo, kaj se je v možganih zgodilo. Nič čudežne. Kako sem bil jaz študent, bi ta bolnik absolutno takoj na psihiatrijo poslali in se z njim ne bi ukvarjali. Vidite, se pravi, moji možgane so me, pa sem drugač zdrav, me uspejo prepričati, da je ta človek, recimo moja žena, moj sin, kaj takega, da je pravzaprav podtaknjen, da ga je nekdo zamenil za nekoga, ki mu je fizično popolnoma podoben. In to je tako močna ta iluzija, da pravzaprav ti, čeprav imaš vse ostale funkcije čisto v redu, da se ne moraš upreti. Potem imamo neki Charles Bonnet sindrom. To je en tak znan sindrom, recimo,
ko jaz postajam slep, ne, potem se včasih v mojih možganih prebodijo čudovite podobe, včasih kakšne fantastične podobe. Recimo, tukaj je nekdo skušal prikazati, kaj on vidi, on postaja slep, on ničesar več ne bo videl. Vendarle, takrat možgani ponudijo fascinantne, čudovite podobe. In seveda imamo v narodi cel kup nekih drugih, recimo zanemarjanje. Veste, preprosto zame leva polovica, ponavadi je leva polovica mojega prostora ali pa mojega telesa ne obstaja. Ni, jaz jo ignoriram. Je, ne? Potem recimo ali pa tale Kotarov sindrom je posebej zanimiv. Jaz vem, da sem mrtev. To je lahko zelo izolirana motnja, nisem nor, ampak jaz vem, da sem mrtev. Znova, ne bom iti v podrobnosti, vendar neurologija natančno dobro razume, kaj se dogaja. Zna to lepo razložiti, katere povezave v možganih so prekinjene in kje, da prihaja do tega, da sem jaz prepričan, popolnoma prepričan, da sem mrtev, da ne živim. In me tudi ne morajo iz tega spraviti vprašanja, kot so, pa glejte, gospod, kako ste mrtev, vsi tudi sedite, pa se pogovarjava. Mislim, kaj mislite to, da ste mrtev, da že malo tako žučno sprašuješ, ker nas tam še toliko bolnikov, ta tipa prihoduje, da je mrtev. Glede, odgovor je to, da ko možgani za svojimi a priori predstavami, kako mora biti, gredo na tisto križišče, kjer se srečujejo z zunanjo realnostjo in z resnično realnostjo. To ni samo ena zavest, ki bi se srečala za to ali eno ali več, kakorkoli realnostni. Mi imamo pravzaprav različni deli možganov. Nam sestavljajo različne podobe zavedanja in različne in različne jaze, recimo tudi. Včasih ni treba, da si bolan. Recimo, kaj se, če vam dam samo mogoče opis, kaj se dogaja pri tistem čudnem Capgrasovem sindromu, ko recimo gledam jaz svojo sestro, pa ta je, to so potakne. Ma sicer to piko tukaj, pa tudi malo tako govori po štajersko kot jaz, ampak jaz vem, da je, ne vem, kaj se dogaja. Takrat, ko jaz pogledam en obraz nekega človeka, ali pa telo, nekega človeka, ki je meni emocionalno zelo blizu, takrat se meni, če poenostavim, aktivirata dva dela možganov. En je tisti, ki prepoznava obraze, točno vemo, kje je to, ki prepoznava obraze, ampak kadarkoli, če jaz gledam obraz nekega slučajnega človeka, ki gre tam, ne vem, po Zaloški, pa ga na hitro ujamem z pogledom, ta obraz bo sicer odmeval v mojih možganih, vendar ne bo skušal vzpostaviti povezave z enim drugim sistemom, ki ga imenujemo čustveni ali limbični sistem, zelo globoko možganih, zelo star. Ko pa jaz gledam obraz svoje matere, recimo, če bi si dal elektrode na kožo, če bi slikali možgane, potem bi videli, da brez da bi se iz tega zavedal, se meni vzbudita dva sistema. En je sistem za prepoznavo obrazov, kognitivni, neutralni, znanstven, ampak drugi je tudi ta emocionalni. Če se meni zgodi, če imam jaz tumor med dvema tema sistemoma, med tem čustvenim, pa med tistim, ki prepoznava obraz, potem bom jaz sicer prepoznal obraz, ampak nekaj bo manjkalo, nekaj pomembnega bo manjkalo, nekaj vem, da je narobe. In tisto nekaj narobe je tista sočasna aktivacija čustvenega sistema. In zaradi tega jaz tega človeka tako zelo čutim. Ampak ni treba iti v bolezen, da mi čutimo, da je teh naših jazov, teh naših zavesti veliko.
Spomnite se recimo zjutraj, ko se prebujate. Ne? Kakšno to prebujanje? To prebujanje traja nekaj sekund ali minut in tako počasi se deli vašega jaza vklapljajo. Zdaj mogoče čujete, aha, tam je nekdo v kuhinji nekaj zaropotal. Potem v naslednji sekundi se zaveste, kako je tule nekaj, kako ležite čudno na temle boku, pa vas nekaj boli. Potem v naslednji sekundi prihaja neka mehka svetloba od nekod, še malo kasneje je neka kava in vse to se počasi in vi svoje telo počasi, svoje čute, svoje dele telesa, svoje okolja počasi vklapljate, dokler potem enkrat ne pride trenutek, ko pa ni več posameznih delčkov, ko ste samo vi kot celota v tem okolju, ko ste tisti jaz, ki ste ga navajeni. Podobno, kot sem že prej omenil, ko se boste prebudili iz anestezije, čeprav nas ni bilo v tej uri ali dveh, potem, ko se zbudimo iz anestezije, to ni naenkrat odpremo oči in zdaj smo tukaj in jaz, ampak počasi se prebuja, malo svetloba, malo zvoki, malo občutenje mojega telesa, malo mogoče občutenje slabosti, ki prihaja iz moje, neka zmeda, epistemični strah, ker ne vem, kaj je, v tem trenutku sem anksiozen, ne vem, kaj se tu dogaja, kje sem, kaj je. Vse to so posamezni delčki, ki se pri anesteziji pa še bolj počasi vklapljajo v to celoto. Vidite, se prav teh jazov je zelo veliko. En jaz, ki ga imamo, eno zavedanje, ki ga imamo, je moje telo. Eno zavedanje je to, recimo, ko jaz počnem nekaj. A to res jaz počnem, a to počne nekdo drug, recimo vprašanje svobodne volje. En jaz je narativni jaz, to je zgodba mojega življenja. Ta je recimo v enem delu možganov, ki se mu reče hipokampus, kjer so kot biseri nanizane epizode, ljudje, slike mojega življenja in to je strašno pomembno. To me na nek način morda še najbolj definira kot tistega nekega. Kaj se na telo niti ne pomislim na to. Telo je pač nekaj, kar jaz imam in šele takrat, ko je bolno. Šele takrat, ko je bolno, se ga začnem zavedati. Kar se tiče akcijski jaz, je iluzija ali pa tako močna, da pravzaprav seveda mislim, kdo pa je, če ne jaz tist, ki je hotel biti tukaj 18. oktobra ob 18. uri in tako naprej. Tako močna, da se o njej niti ne sprašuje. Tako kot se ljudje dolgo časa niso spraševali o tem, da je Zemlja recimo ravna. In potem je ta narativni jaz, in potem je ta strašno pomembni socialni jaz. Zakaj ta socialni jaz postaja tako pomemben? Če pomislite, recimo večino dneva, če skušate zajeti večino misli svojega dneva, bo ali nekaj okrog jaza mene, oziroma mene v kontekstu tega človeka, te družbe, te službe, skratka, ne vem, vnukov, skratka, ta socialni jaz. In teh jazov je še veliko več. Vidite, telesni jaz, vam bom povedal neko svojo izkušnjo, kako se lahko to razpade. Enkrat sem bil na nek zlom noge in sem morali tisto nogo ravnati nekaj daleč od Slovenije in so mi med ostalim dali eno mešanco ketamina, pa dušičnega oksidula, tudi smejanega plina, pa ketamina, ki mimogrede lahko močno spremeni delovanje tvojih možganov in med ostalim je čudovit model, če ste kdaj slišali ta obsmrtna doživetja. Recimo za ketaminom se da zelo lepo modelirati. No, in jaz, ko sem dobil tisti ketamin, vedel sem, kaj je to ketamin, pa imam malo znanja o tem, kako to delujejo in me je prav zanimalo, kaj bo. No, in takrat sem doživel eno čudovito izkušnjo in sicer moje telo se je pomaknilo gor, približno ene tolikle gor se je pomaknilo in jaz sem
lebdel tam, ne. In pravzaprav sem vedel, kaj se mi dogaja. Ne. To je ta čudovito nek privilegij ali pa neka uteha, ki ti da znanje. Recimo, da se virusov, če si medicinc, vseh ne bojiš, nič ne vidiš, kaj poseben, groznega, pa neznanega, pa tako naprej, nekako si predstavljaš, kako te stvari gredo. In recimo, nečem, kako te možgane poznaš. In jaz sem si predstavljal zdajle neko denervacijo, neko izklopljenje delno mojega desnega parietalnega režnja in sem si predstavljal, kako se meje mojega telesa zdajle v tem prostoru spreminjajo in to mi ni bilo nič kaj čudnega. To mimogrede je en pomemben del zgodb o obsmrtnem doživljanju, kjer se ljudje dostikrat dvignejo in to je dostikrat uvod v neko dosti uniformirano potovanje, ki se konča z vstopom v zelo svetov tunel oziroma v neko silno svetlobo. Takrat sem pa že dosti tako zaspan torej postavil in nekaj, kar mi je pa bilo popolnoma takrat nejasno. Pa bilo to, veste, ena zelo zanimiva študija, en Praljer jo je naredil na mnogih bolnikih na dveh kontinentih o smrtnih doživetjih, ko je hotel on študirati, kaj je za to levitacijo, z tem, da moje telo leti gor, je med ostalim potekala tako, da je on dal na velike omare in visoke omare je dal neke stvari, recimo žogo ali pa teniški copat, in seveda, če se ti dviguješ potem, pa priješ nazaj, seveda potem boš ti poročal, kaj je bilo na vrhu tiste omare, če pa je bila to samo iluzija, pa tega ne boš vedel. Mimogrede v tisti veliki študiji, niti en bolnik, tisti, ki so zadostovali tem kriterijem, ni znal povedati, da je na tisti omari bila taka risba, tukaj je bilo to. No, in seveda takrat tudi ti pride, če pa je resnično to, da lebdiš, recimo, potem boš pa ti verjetno svet tudi gledal ne samo, namreč, kaj bi se moral v mojem primeru zgoditi, če jaz resnično lebdel, potem bi moral videti pravzaprav temena od zgoraj navzdol. Če pa jaz tako gledam, imam pa iluzijo, da sem tako, potem pa seveda se bo ta percepcija tistih sester pa doktorjev, ki naravnavajo mojo, bo. In kaj se je zgodilo? Jaz sem resnično videl tista temena teh sester in zdravnikov, kar bi lahko pomenilo, da je to resnično, da sem se dvignil. Vendar vidite, tu pa zdaj pride ta a priori funkcija možganov, ki ne trpijo, da se informacije iz dveh različnih senzoričnih sistemov, da so si različne. In potem možgani aktivno popravijo eno od zaznav. V mojem primeru so kot iluzijo naredile to, da sem jaz videl ljudi tudi takole od spodaj dol. Tukaj je še drug zanimiv, mogoče nam bo uspelo, če nam bo vašo pomoč zaprosil. Skratka, poglejte, mi lahko naredimo cel kup poskusov, da recimo vi začnete verjeti in čutiti kot močno iluzijo, da je recimo neka gumijasta roka, dam vašo roko takole zadaj ali pa jo dam za zaveso, tukaj dam pa vašo roko in tukaj v vaše vidno polje dam gumijasto roko. In če se jaz recimo istočasno dotikam prave roke, vaše in gumijaste roke, potem nastane naenkrat čez nekaj sekund ali minut ena močna iluzija, da je ta roka moja, ta gumijasta roka je moja. No, in tukaj, a mi lahko mogoče se malo vidi, da ne bom znal, ker tu moram zdaj nekaj iz tegale, da pa bova. Pa si pogledamo recimo, kako zgleda to, ko začnem verjeti, da je ta gumijasta roka del in jo čutim, ne samo da verjamem, ampak jaz jo čutim kot del svojega telesa. Tista je umetna roka, ta je prava roka. Show how valuable your sense of body is. I'm going to start
Vidite, kaj dela, ne, jasno. As I do this, right now you're feeling touch on your right hand, but after a minute or so, you'll start to feel. Oh, that feels very strange. I'm starting to feel it in the hand. So you're feeling the touch. You feel that I'm touching you on the right hand. Yeah. I get you to quickly close your eyes and point to your index finger with your left hand. Yeah. So that's pretty typical as well, where people will actually feel the displacement of the hand and that it's actually where it's right hand. It's actually strong enough. Pa to ni samo roka, veste, vi lahko eksperiment naredite tako, da gledate enega človeka in potem istočasno, ne, recimo se dotikajo vašega obraza in človeka tistega, torej katerikoli del telesa vi lahko nekoga drugega ali pa robota, ali pa kaj, vi lahko začnete čutiti kot del sebe, kot del, ne samo da verjamete, ampak to čutite kot propriocepcijo, kot vse to. Ne? Mislim, da bom tole spustil. Pa rekel, vidite, in zdaj, če se vrnemo k zavesti, kje je torej lokalizirana zavest? Eden prvih odgovorov, ki smo ga mi dobili, je bil pravzaprav od Descartes. On je ločil dušo od telesa, ali pa imel neka čudovita pisma z eno princezinjo Elizabeto. Ja, in to je bila tako zelo deklica, mlado dekle, zelo inteligentno, pa tako nekaj je tudi vprašala, lejte, meni se zdi čudovita ta vaša ločitev, ne, da pa zdaj imamo telo, pa dušo, ampak nekje se pa morata stikati, ne, če duša vpliva na telo ali pa telo na dušo, kje se torej stikati. To je zanimivo, Descartes je našel ta odgovor popolnoma zgrešen in popolnoma nepravilen, našel ga je v neki žležni češariki, z tudi popolnoma nepravilnim argumentom, rekel je, da to je zaradi tega, ker edini del možganov, ki je neparen in ki je pravzaprav točno na sredini in ki lahko gleda, takrat so verjeli, da v likvorju, ki teče tam, da je duša. Skratka, tam prehaja duša v telo in obratno. Kasneje so bili recimo zelo zanimivi poskusi, da pravzaprav gre za kvantni fenomen, ki je, in to je za neurologa strašno zanimivo, ker ta kvantni fenomen naj bi potekal znotraj tistega podaljška celice, mimogrede to je neki mikrotubuli, so neurotubuli, ki prvi propadajo pri Alzheimerjevi bolezni. To je bilo tako zanimiva tale teorija, ne? Ker recimo, če ti pri kateri bolezni izgubiš svoj jaz, ga izgubiš pri Alzheimerjevi. No, in vendar fiziki se temu upirajo in pravijo, da bi morala biti ne vem kakšna temperatura v možgani, torej kak fizik tudi nekako popravim, ampak nekako temperaturno se ne izide, nekako bi nam skuhali možgane, če bi prišli do kvantnega pojasnila zavest. Zelo pogosto se zavest pojasnjuje z tem evolucijsko najbolj mladim delom možganov, ki ga imamo tukajle, za čelom in ki naj bi integriral pravzaprav vse, kar se drugje v možganih dogaja, s tem, da zadnje študije bi potegnile pravzaprav to iz čelnega režnja na en dialog med čelnim režnjem pa med enim delom možganov, ki je tudi zelo v globini in se imenuje talamus, in ta talamus zbira vse senzorične vide, sluhe, en tak veliki kolektor vseh teh in potem v dialogu z tem frontalnim režnjem naj bi bila. Zdaj pa se dogaja nekaj zanimivega. In sicer obstaja človek, Tononi in njegov tim, ki pravi, veste kaj, mi moramo malo
Mogoče pa ne iščemo zavesti na pravem mestu. Ne. To je za nevroznanstvenika nekaj grozljivega reči, kako ni zavesti v možganih. Ne. Če pa vidimo vse te čudne sindrome, vidimo recimo multiple osebnosti, kjer recimo, če sem jaz zdaj Pešal, je recimo ta portugalski pisec je tako čudovito opisoval. Skratka, imamo lahko v sebi več osebnosti. In ena, ko sem v eni, in se ne zavedam vseh ostalih, imam celo diabetes lahko, ki ga sicer kot druga osebnost. Skratka, nevrologi smo tako zaljubljeni v to idejo in predvsem tako se zdaj grozen, da nekdo hoče zavest spraviti iz možganov, da bi ga hitro obtožili nekega, ne vem, skrajno idealističnega filozofiranja, in tako. No, ampak ni čisto tako. Seveda tega vam jaz ne bom znal detaljno razložiti, morda je tukaj kdo, ki je fizik, pa bo znal to še boljše razložiti, kaj pravi Tononi. On je uvedel nekaj, kar se imenuje integrirana informacijska teorija. On pravi, da vsak predmet, vsako bitje, kot nek panpsihizem, ima možnost, da ima zavedanje. In sicer, kaj je zavedanje? Zavedanje je nekako soočenje dveh funkcij. Eno je informacija, eno je integracija. Kaj pomeni informacija? Recimo, če imam jaz, zdajle imam jaz, pravzaprav se zavedam tegale prostora in tegale predavanja. V tem istem trenutku bi se jaz lahko zavedal nešteto drugih scen. Lahko bi bil nekje na morju in zdajle pil nek merlot ali kaj takega. Lahko bi zaključeval nekaj avtoriziral v ambulanti. Lahko bi hodil po Nazorjevi cesti. Vendar sem jaz kot nek kolaps naredil, ena informacija je in to je to. Velika entropija bi pomenila, velik kaos, recimo bi pomenil, da imam zelo veliko informacij. Vendar ni samo v bogastvu informacij, pomembna je tudi integracija. Kaj pomeni integracija? Pa zdaj pomeni to, da se neki elementi tega, kar jaz gledam, med sabo emergentno povezujejo. Skratka, povezujejo tako, da iz recimo, jaz imam dvoje možganov. Če imam leve možgane in desne možgane. Če jaz naredim tako, da sta ti dve polovici integrirani, jaz dobim neko večjo kvaliteto zavedanja. Jaz lahko, skratka, jaz s tem, da računam, da se to fizikalno izračunati, imenuje se phi, to številka, kjer jaz za vsak sistem, za kamen, za ta računalnik, za možgane, lahko izračunam, koliko so elementi, ki so v tem sistemu, recimo v mojih možganih ali pa v tem kozarcu vode med seboj povezani in koliko je takih povezav, ki so neke višje stopnje. Zelo komplicirano tega jaz skratka ne razumem, moram pa reči nekaj, da je ta phi, ki naj bi bil kot termometer za zavest, ki bi rekel, ne vem, v kamnu imate zavest 1, ampak v človekovih možganih imate pa ne vem kaj, 1.300.000 recimo, v tem kozarcu vode pa recimo 6. Implikacija je to, da pravzaprav je zavest vse okoli nas, vendar je v človekovih možganih dosegla največje, torej neko največjo moč in izraznost. In tu, evo, in to je zdaj zadnji diapozitiv, skratka, znova se vrača to, kar smo dosti ljubali včasih, panpsihizem, še vedno večina, bom rekel, takih etabliranih znanstvenikov, nevroznanstvenikov v panpsihizem ne bi verjela, ampak bi iskala zavedanje nekje na tem drevesu evolucijskem, nekateri bi se ostali samo pri človeku, kot se je Descartes,
nekateri bi vendarle pogledali v oči tudi recimo temu bitju in če je včasih v takem živalskem vrtu rad, zato pogledam v oči teh šimpanzov, torej primatov, neverjetno, kako v tem trenutku človek čuti, da smo isto, ne, po teh očeh nekaj neverjetnega imajo. Ne. Se pravi, nekateri bi tudi tem priznali, nekateri bi šli potem še dol dlje, nekateri bi trdili, da smo na tem evolucijskem drevesu, ki izrašča, pravzaprav imeli dvoje avtocest, ki so vodile k zavesti. Eno so seveda smo mi, pa primati, pa morda še kakšni drugi sesalci, ampak v globini evolucije je bil pa še en drug izhod k zavesti, ki naj bi bila zelo drugačna od naše, to so pa cefalopodi, ki imajo popolnoma drugačno strukturo telesa in recimo pri njih ima vsak od teh 8 lov, ki ima svoje možgane, so tudi eni centralni možgane, imajo 3 srce. Skratka, so silno inteligentni, tako nepričakovano inteligentni, znajo bodo recimo nek zamašek iz zaprte steklenice in pol ukrast ven tisto, kar je v steklenici. Skratka, tukaj pa zgleda, da morda imamo na tem planetu še neke vrste inteligenc, ki pa so drugačne, ali pa zavedanje, ki so morda drugačne. Ne? Osebno moram reči, da ne verjamem zelo veliko v to, da bi nekega dne pa računalniki, čeprav skratka teoretično to lepo povedal, vendar jaz mislim, da je zavedanje vezano ne toliko na to inteligenco, na to kognitivno sposobnost nekih algoritmov, koliko je vezano na to, da jaz živim, da sem živo bitje, da imam neko telo in da to telo moje ima nek organ, imenujemo ga možgani, s katerim napoveduje, kaj je tam v realnosti, potem se bori za to realnost, ali pa jo sprejema, ali pa jo preureja, in da je pravzaprav ta proces tisto zavedanje, da je to tista zavest. Tako da jaz osebno v tole, vsaj zdaj na tej stopni, vidim, da na tole ne verjamem, pač pa mislim, da se bomo morali pa ustaviti tukaj, kaj pa je to, s tem zaključujem. Zdaj so znanstveniki začeli in vitro v takih posodicah vzgajati možganske celice. Te možganske celice se lahko vi tako uredite, da se med seboj spajajo in da delajo neke kot mini možgane, kot male organele. Ne? In pred kratkim so morali, mislim, da lani je morala ena skupina, pravzaprav se je sama etično odločila, da bo prenehala z tem poskusi, kaj ti. Slučajno so dali elektrode na ta organel in kaj se je pokazalo, da je ta skupek možganskih celic tvoril neke vrste EEG, veste kaj je, to je elektroencefalografija, skratka, merjeni elektri. Skratka, te celice so se očitno želele na nek način, nekaj so počele. Ne? In zdaj je pa bilo, to sem pa pred nekaj dnevi čitil, mogoče še kdo to čitil, da je tak organel, neka igra obstaja Pong, a kdo to ve, kaj je to Pong? Neka zelo enostavna igra je. No? Kaj to pomeni Pong? Žogica leti po ekranu in ti to. premikaš in odbijaš žogico. Tako, to Če gre minus takšen primitiv. Na tipkovniki. Tipkovniki. Ja, to je igrca izpred 30 let. Ja, no in ta Pong Jaz se še spomnim. je, recimo, ne spet so nekako slučajni, da je ta mali organoid možganskih celic, so ga naučili, da igra Pong. In, veste, intuitivno pa moram reči, ampak spet, človek se vedno mora spomniti na ravno zemljo in biti odprt za to, da korigira neke svoje poglede. Ampak jaz mislim, da veliko, vsaj v nevroznanosti bi bilo podpore za neko izjavo, ki je dal ta Cambridge Declaration, ko je bil tale Steve Hawkins še živ,
kjer so dali, bom rekel, kot neko mnenje modrih mož, ki pa mislim, da ga veliko podatkov potrjuje, ko so rekli, da convergent evidence indicates that non-human animals, including all mammals and birds and other creatures, have the necessary neural substance for consciousness and the capacity to exhibit intentional behavior. Ne. V tem smislu mislim, da pravzaprav bi morali, lahko bi dodal tudi to, da jaz nekako morda intuitivno čutim, da je to tako, ne, da so tudi vse tiste živalce, pa se bom tega držal ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da je intuicija nekaj zelo dragocenega, vendar tam, kjer znanost prihaja, lepota znanosti je tudi v tem, da tam, kjer znanost prihaja, ideologija tiho odhaja in se mi zdi, se bolj sproščeno pogovarjamo, lepše se pogovarjamo, bolj resnično se pogovarjamo, ne, v tem smislu se mi zdi, da je tudi nevroznanost, zdaj to znanje o možganih, čeprav trenutno tako zelo, bom rekel, zelo še neurejeno, kaotično, ampak nekako priznava ta svoj kaos, korigira svoje stvari, ne, in kar se mi zdi pa posebej pomembno, ko sem jaz bil recimo specializant, da bi človek govoril kaj veliko o jazu, pa o osebnosti, se tako spomnim profesor Lavriča, ki me je tako okaral na viziti, ne, ko sem ena bolnica je bila, ki je bila zaradi lumboisklergije sprejeta, ampak jaz pa kot tak mlad, nebudni specializant sem opazil, da ona cel teden čita eno isto knjigo, sem tista knjiga na isti strani, pa tako je bila obrnjena od zgoraj. Torej, na vzorju sem tako vesel, to razglasil na viziti, kaj sem ugotovil, ne, pa je en starejši profesor, že dolgo je sem ga pokojil, me je ukoril, ne se ne ukvarjam s filozofijami, ne ta L4, L5 spremljam, kako bo z refleksom, ne. No, in se mi zdi pogum pravzaprav sodobne znanosti, da se loteva tudi takih velikih vprašanj, kjer bomo mostove za filozofi gledali, kot je zares. Jaz sem lepo zahvaljujem za pozornost. Gotovo je veliko vprašanj, ker prosim, in na dan. Da sem bil čist jasen. Izvolite. Jaz pa rada vprašala, mogoče nekoliko izven tega, da je bistvo tega. Kdaj se otrok zaveda samega sebe? Vemo, da se možgani otrokovi tudi razvijajo, da ni vse začetka tako, kot je pri odraslem človeku, vendar jaz se spomnim dobro, da so rekli, da se otrok zaveda samega sebe pri 5, 6, 7 ali 8 letih. Jaz sem o tem dosti razmišljala, sem imela tudi delo z otroci, delala sem v otroškem dispanzerju, od 3 mesece do 6 let, skratka sem ta diapazon otrok lahko pogledala. In me zanima, kako mi vi lahko na to vprašanje odgovorite. Hvala. Ja, znova, skratka, to bo vprašanje kakega dobrega nevropediatra, ampak če izhajam iz svojega razumevanja jaza in nezavesti, ni enega samega točke ali pa dimenzije zavesti ali jaza, tudi otrok, zelo zgodaj otrok odkrije recimo svoj telesni jaz, ne, recimo pogleda svoje prste, pa se čudi, ne. Zdaj tisti, ne recimo, da sem najbolje eno je ta narativni jaz. Narativni jaz se bo začel prebujati šele tam pri 2-3 letih, ne, ker spominov recimo teh prvih let nimamo in tako predvsem si predstavljamo, da vemo, ne, zakaj jih nimamo. Potem recimo je ta socialni jaz vsekakor kasneje, 5. 6. leto recimo, ko se ne. No, potem je pa vmes eno tako zanimivo
obdobje, da se jaz zavedam sebe. Recimo, veliko teh eksperimentov je narejeno tudi na živalih. Ne? En tak znan, pa tudi po svoje močno kritiziran, torej metoda je recimo, da se da otroka pred ogledalo, ne? Ali pa žival, da se da pred ogledalo in da se jim recimo da neka rdeča pika. Ne? In potem mi vidimo, kako ali bodo razumeti, da so tisto, kar je v ogledalu oni ali ne. Skratka, ampak teh jazov in teh zavesti je več in se postopno, kako tisto jutro, ko se prebujamo ali pa iz anestezije, tako jaz mislim, da tudi v človekovem življenju ontološko se kot tisti, ne vem, japonski cvetovi, ko jih imate počasno papirnati, odpirajo, da se pravzaprav odpirajo in je skrajno poenostavljanje. Ne. Ja, to je takrat, ne vem, ko srce začne biti, pa to je v 4. mesecu, pa to je v 8. mesecu. Ne. To je pač seveda, ne, zakonodaja bo vedno rabil neki. Recimo, zdaj sem slišal pri CNN-u, sem slišal, da bo Amerika tega človeka, ne vem, ko je postrelil ogromno, kaj je bila neka šola, ena od teh ameriških šol, ne, da zdaj 15 let je star, ko je to naredil. In čeprav mogoče jaz sem zdaj kot človek, imam razumevanje za to, rekli so, da mu bodo sodili kot odraslemu. Silno težko je tem govoriti, veste, ker tukaj so prizadeti starši, tukaj je, mislim, to je grozno, kar je naredil. Ne? In vendarle, recimo, kot nevroznanstvenik, ali pa nevrolog, sem proti temu, da bi tega 15-letnika sodil kot odraslega. Namreč mi vemo, da se tisti najbolj kritični del možganov, ki pa ti da tisto morda poslednje zavedanje, veste, tisto, da si vklopljen v neko družbo, da imaš odgovornost, da moraš biti etičen in moralen, to pa se šele tam okoli 20. oziroma po 20. Torej, tudi vidimo slike, veste, nekaj se imenuje milenizacija, kako se ti živci skratka uredijo, da lahko take informacije in taka zavedanja prenašajo. Ne? Recimo, to je pa tisti poslednji jaz, ki se pa nekateri tudi nikoli ne razvije. Ne? Ja, tako da tako bi odgovoril, da je več jazov, več zavedanj, postopno se odpirajo. Nekatere se tudi nikoli ne, pri nekaterih če ima kakšne možganske bolezni. Izvolite. Hipnoza. Ja, hipnoza, recimo, ena taka velika korelacija je, recimo, tole, kar sem vam pokazal, tole rubber hand, ko udaljš pa potem, ne. Nekateri ljudje je neka Gaussova krivulja, čeprav je močno pomaknjena v tem, da hitro začutiš, ne. Skratka, nekateri pa nimajo tega. No, in je visoka korelacija obstaja med tem, koliko si ti sugestibilen za na splošno življenju, koliko hitro umakneš roko pri rubber hand in koliko si sugestibilen pri hipnozi. Natančnega, skratka, koliko se zavedam, natančnega, vsaj nevropoti ni, ampak je pač, vi facilitirate, oziroma odgovor je tam, kjer sem jaz rekel, da čim bi poskušati, da ob soočenju neke realnosti, ki je zunaj, pa tistega, kar vaši možgani a priori ustvarijo, zmaga to, kar možgani ustvarijo. Dostikrat na račun bolezni, nevropsihiatrične recimo, ne. Dostikrat na račun tega, da mogoče naši predniki niso preživeli. Ne gre pa za neko močno sugestijo, ki pa vsi nimajo. Recimo, mene so trikrat skušali hipnotizirati. Medtem ko ta rubber hand sem imel, in to je tako fascinanten občutek, v bistvu, kako naenkrat dobivaš roko. Mislim, ne, da je dobivaš, ampak to je tvoja roka. To je tvoja roka. Recimo, to sem
torej čutil in tudi, ko so pol s kladivom takole udarili, sem se umaknil, recimo pri hipnozi nisem nič. Izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz sem Marko Uršič, filozof, in me veseli in se zelo zahvaljujem kolegu Petrošku za to zelo zanimivo predavanje, kjer je bilo veliko filozofije tudi. Vprašanj se poraja filozofi tu ogromno, tako da jaz ne bom šel zdaj v neko širino. Ampak vsamo bi se morda pri tem, kako je temu tonini, ali kako je merjenje zavesti. Tonomi, ja. No, jaz tega ne poznam, samega tega eksperimenta in oziroma te teorije. Ampak tukaj sem jaz bolj komentar mogoče kot vprašanje vam a priori skeptičen, ali je to res mogoče, ne? Ker zdaj, če se to nekako poveže, filozofi bi to povezali s tem panpsihizmom, vse tudi on mogoče povezuje, ne vem, ampak to, kar ste omenili, tudi panpsihizem. Ampak ne, on ne govori o tem panpsihizmu, o katerem večina ljudi panpsihistov govori, da je to thin layer all over the nature, da je to cela narava, od listka do približno enaka zavest, on to gradira in v praktičnem, recimo kamen praktično ne bo imel zavest, ker bo imel faj zelo nizek. Da bi voda imela recimo 6, kot ste omenili, pa recimo pa milijon. Zdaj, tukaj pri panpsihizmu, jaz sem o tem pa nekaj več mogoče tudi vem, sem bral tudi Hegel, recimo je panpsihist, sui generis, in tukaj je en velik problem. Po svoje je to zelo lepa ideja. Tudi v etičnem smislu, odnos do narave in to, da nekako vemo, da je narava ne samo živa, ampak da je v nekem rudimentarnem smislu tudi zavestna, recimo. Ampak panpsihizem v bistvu ne odgovarja na tisto ključno Chalmersovo vprašanje. Se pravi, tisti težek problem, Ker težek problem ostaja. Zdaj, in ta težek problem, po mojem mnenju, po moji presoji, kolikor sem razumel Chalmersa, njegovo znamenito knjigo o zavesti, je pravzaprav v samozavedanju. Zdaj, samozavedanje pa pravzaprav ni nekaj, kar bi se stopensko postopoma nastajalo. Vse drugi ti sloji zavesti nastajajo. Da je tudi ta recimo eksperiment ali pa primer z zrcalom. Pri zrcalu, pri otroku, tukaj še ni tisto pravo samozavedanje. Samo prepoznavanje, bi jaz rekel. Jaz, če se spomnim svojih zgodnjih mladih let, se mi je to samozavedanje zgodilo nekje v recimo zgodnjih najstniških letih. To ne pomeni, da se prej nisem nekako zavedal svojih dejanj, seveda sem se. Otroci se začnejo zavedati sebe in prepoznavati v zrcalu in vemo, da pač tudi više razviti primati to znajo in tako naprej. Ampak, ko se duša prebudi, to ne pomeni, da prej ni bilo duše, ampak prebudi se v nekem določenem trenutku. Zdaj, Carl Gustav Jung recimo to imenuje tisto rojstvo jaza, rojstvo persone, kakorkoli že. No, jaz se zase zelo nekako, dobro, koliko možgani zdaj ali pa recimo zavest korigira spomin je druga stvar, ampak zdi se mi vsaj, da se zelo dobro spominjam, tega je že, ne vem, 60 let ali več, trenutka, ko sem se zavedal tega samozavedanja, ko se je prebudilo, kot neko prebujenje. To je bilo recimo, mogoče sem imel 10 let, mogoče sem imel 12, to sem pa jaz. In jaz sem tisti, ki mislim. Tukaj se odpirajo tiste res filozofsko najtežja vprašanja v zvezi z zavestjo. Ali na kakšen način je zavest povezana s samozavedanjem? Ali je samozavedanje v vsaki zavesti ali ni? Jaz mislim, da ta oblika samozavedanja, to prebujenje, da ni v vsaki obliki zavedanja. Jaz se lahko zavedam svojih dejanj, ampak šele v nekem trenutku, ko obrnem energijo svoje zavesti proti samemu sebi, se samo zavem. In to se naučim nekje v najstniških letih. Prej težko. Zdaj ne vem, koliko sem s tem, recimo, mogoče še bolj kot filozof zakompliciral stvari, ampak tukaj se mi zdi
pri teh zadevah, ne, da znanost nikoli ne bo mogla popolnoma odgovoriti na to vprašanje. Zakaj? Zato, ker se enostavno ne predstavljamo eksperimenta, ki bi na nek eksperimentalen način, razen z čisto introspekcijo, recimo, čisto znotraj, dokazal to čisto samozavedanje. Ne, mi si predstavljamo eksperiment samo prepoznavanja, ne, to s temi, da se pač daje na lice tisto rdečo piko in da potem se pač primat prepozna in tako naprej. Ampak kakšen bi bil pa, to pa ni sploh zamišljivo, kakšen bi bil nek objektiven, preverljiv način potrditve samozavedanja. Ne? No, mogoče samo kako je Tononi to do tega prišel. On je prišel zelo, pravzaprav bom rekel, medicinsko. Mi imamo eno metodo, ki se imenuje transkranialna magnetna stimulacija, kjer ti pošlješ takole za površine glave en tak puls magnetni, ki ti vzbudi določene centre povezave in tako naprej v možganih. In to, kar je on gledal, je recimo, kako mogoče lahko tudi ta faj na nek način pojasnjenja. On je gledal, recimo, ta puls se potem po možganih širi. In pri tistih možganih, in tukaj so pa naredili, zapravo v eni bolnici ali v dveh bolnicah, eni v Ameriki, eni v Italiji, so dali cel spektr različnih zavedanj. Od recimo takega loktina, ki sem prej povedal, kjer vse veš, vse, samo telo pač ne reagira, do tistih, ki so bili v vegetativni komi, do tistih, ki so bili čist v takem, bom rekel, stanju, ali pa, zelo zanimivo tudi, so nekaj poskusov v stanju, vedno so rekli, dobro, zavest je lahko kvantitativno nižja, ne more biti pa višja, kaj je to višja kvantitativno. Vendar danes zelo dobro vidimo, da nekatere substance, kot so recimo LSD ali kaj takega, tudi kvantitativno zelo izostrijo obe poti in tisto periferno, skratka imaš veliko bolj tako vid, in pa tole noter, ker se. No in kaj ta faj, ta puls, ki ga je on dal tukaj v možgane, se recimo pri različnih stopnjah zavesti on se razleze po možganih, vendar ne tako, bom rekel, stihijno, ampak če imaš ti te možgane, če tako rečem, zelo smiselno urejene v neke centre, ki med sabo komunicirajo, potem ti vidiš, kako pravzaprav ti vidiš prelivanje, povezovanje teh centrov. Pri enem stanju recimo ne bo praktično skozi ničesar prišlo. Ne bo, oziroma bo ta puls transkranialne magnetne stimulacije popolnoma kaotičen. Tam je praktično, se pravi, ti moraš imeti veliko, recimo, ta predmet, to bitje ali pa možgani, ki po njegovem, ki se hočejo zavedati, morajo imeti dve temeljni značilnosti. Ena je to, da si znajo predstavljati ali pa biti v veliko stanjih. Ne samo v enem stanju neke rastline, recimo, veliko stanjih. In drugo, ta stanja ne smejo biti samo na razpolago, ampak morajo zelo smiselno se med sabo, to pa je integracija. No in potem so v tej bolnici preučevali različne stopnje zavesti in je pravzaprav prišlo fascinantno dobre korelacije. In tudi ta panpsihizem se lahko vzame za rezervo, ker morda tisti kamen, ki ima mogoče nekaj 5 atomov ali pa nekaj takega povezanih med sabo, so sicer povezani, mogoče povezani z strukturo ali kaj takega, ampak to je daleč po tistim, kar je smiselna zavest. Jaz pa mislim, da jaz imam občutek, to, kar sem rekel, da ni ene zavesti, ki bi se nekoč prebudila, ampak da pravzaprav s tem, ko mi živimo, ko si želimo živeti, ko se borimo, da bomo doživeli naslednji dan. Skratka, je
ta fascinantna pot srečevanja tega, kar moji možgani hočejo, kar hočejo obraniti, telo, ne videti, slišati, tako, in pa tistem, kar je realnost, in da sproti gradim, in da je to nekaj zelo dinamičnega, čeprav človekova fenomenologija ne dovoljuje opazovanja sprememb pri sebi, ne? Mi sebe vedno dojemamo, ene iste, čeprav nismo. Tako da jaz mislim, da je to neke vrste, premočni izraz, če rečem, iluzija, vendar strašno koristna, iluzija zelo pomembna, iluzija. Samo mogoče bo za nas, pa mislim, nekaj drugega pokazali. Še nekaj vprašanje. Torej, meni je pa zanimivo to, da ste nam pravzaprav to pač tam razlagali zdaj, razlagali iz svojih možganov. Se pravi, to smo v krogu. Ja, pa kaj veste, to je tako, recimo, ko kaže fizika, potrošično točno dobito zna, recimo, kako malico, ja, vem, kaj morate reči. Ja, vem, kaj morate reči. Izvolite. Hvala lepa, Milan Jazov sem. Hvala lepa, profesor, to predanje. Dvoje vprašanj, pa bomo vsi zadovoljni, če tudi samo na prvega odgovorite. Obstaja veliko trditev, da so naši možgani izkoriščeni v minimalnem obsegu. Številke so različne, ampak recimo, da imamo 10% izkoristka. Mene zanima, ali je možno teh več pa 10% povečati za procent, 20, recimo, ne? Ker recimo, če bi bilo možno, recimo 10, 11%, to je desetina, bi bilo to osupljivo več zmožnosti pomnjenja, zavedanja, razumevanja itd. Drugo vprašanje je hibernacija. Ali je možna hibernacija? Meni so razlagali eni, recimo, vaši kolegi postropkine pred leti, da ni, in sicer zato, ker če se možgani ohladijo, če bi se ohladili do stanja hibernacije, bi jih ne bi več bilo mogoče ogreti, da bi normalno funkcionirali. No, na prvo vprašanje vam bolj znam odgovoriti, kot na drugo bom poskušal malo špekulirati. Prvo vprašanje, to ni res, ne? To je ena izmed tistih znanih mitov o možganih, da imamo samo 10%. Ves čas, ko smo živi, pa pravzaprav, kolikor je toliko zdravi, delajo vsi naši možgani. In mi govorimo, pravzaprav še pred kratkim so ljudje mislili, da daš ti možgane na pašo, pa potem, ko nič ne delaš, pravzaprav so možgani, recimo, tihi, prazni, črni ali kakorkoli. Pa so pa za temi novimi slikami so pa odkrili, da pravzaprav tudi takrat, ko ti rečejo, zdaj pa ti ni treba nič delati ali pa nič razmišljati, nič, kar bodi tako, da pravzaprav so tvoji možgani zelo aktivni, pa ne vsi. Mi imamo neka omrežja. No in tole omrežje, ki ga jaz, mogoče bom rekel tako, da imamo 3 glavna omrežja. Prvo omrežje je, ko nekaj delam, ko me nekaj zanima, ko v nekaj usmerjam neko pozornost, ko sem ustvarjalen, ko sem delavn. Drugo omrežje je, ko se izklopi. In tretje omrežje, sapientno omrežje, je tudi skratka anatomsko in to frontalnem režnju, ki pa pravzaprav ves čas preklaplja med enim in drugim. Zdaj, takrat, to, kar ste vi vprašali, je recimo, da takrat bi, ko naj bi bili možgani izklopljeni, se nam vklopi ta resting, skratka, omrežje počivanja. Vendar, to omrežje počivanja, veste, kaj dela? Ves čas se vrti okrog jaza, okrog mene. Vi tudi če tako zavestno ne veste, ampak recimo vi razmišljate o sebi, razmišljate o svoji preteklosti, projicirate jo svojo bodočnost. Zato je v veliki meri neko omrežje jaza, ki mi pomaga tudi pravzaprav na nek način ta moj jaz graditi in
ki recimo ne, bi se ga kakšni budisti radi čist znebili. Ne. Vendar potem ti ostane pa ta drugo omrežje, to drugo omrežje pa zelo usmerjeno navzven, ne, tukaj pa skoraj da ni jaza, torej ni mene, ampak je, tukaj je tale problem, potem rešim to. In to omrežje, recimo je pa zelo aktivno, če ste kdaj slišali za tako imenovani flow v psihologiji ali pa v flow je en madžarski psiholog, Csikszentmihalyi Mišali, mogoče zna kdo v občinstvu to lepše. In sicer je to takrat, ko vas neka aktivnost tako pritegne, da se pravzaprav izgubite v njej in ne opazite, da je ura 4 zjutraj, recimo. Ne. Tako delate z tem flowom, no, in recimo takrat se zelo vklopijo tale. Ne. Pri zdravih možganih, čim bolj zdravi možgani so. Ne. Recimo, če se ti preveč ukvarjaš samo z jazom, samo z svojo preteklostjo, ne. Potem si zelo nagnjen k enim vrstam nevroloških ali pa nevropsihiatričnih bolezni. Če si izključeno na te zelo kreativne, ne, potem se drugo omrežje vklopi in spet si imaš dejavnike tveganja za neke druge možganske bolezni. Ne. Tako da pri zdravih možganih zelo opazujemo, kako to tretje omrežje, ki je nadzorovane, vključuje ali to, ali ono, ves čas je pa eno vključeno. Ni trenutka, da možgani, vse tisti, ki so preostali, ki so odmrli, pregaki demencije, kaj takega, da ne bi delali ves čas, da delajo. Glede hibernacije, jaz ne vem to glede temperature, vem pa nekaj, ne, da to mislite recimo kot eno možnost ponovnega oživetja čez 100 let. Ali pa recimo, veste, spiš neko obdobje za to, da prehraniš čas in energijo. Ne, veste, kaj se v medicini se hibernacija uporablja, ne. Recimo nekatere ljudi dajo v neke, pa nisem za to specialist, v neke kome z neko zelo nizko temperaturo, zato da očuvajo tisto, ampak če me pa to vprašate, zdaj recimo, da bi se pa izboril čez 300 let, pa bi bil pa isto, ne, pa mislim, da ne, ker ta struktura sama tebi še ne pomeni nič, če ni vseh teh povezav, ne, če ni nekega, tako da to ne vrem, da imamo cel kup ljudi, ki so se dali že hibernirati tam v Sovjetski zvezi pa v Ameriki. Kakšen rezultat teh? Izvolite, profesor. Ja, jaz imam eno še bolj konkretno oziroma bolj specifično vprašanje. Zelo sem vam hvaležen za tisto epizodo, ki ste jo povedali v zvezi s tisto levitacijo oziroma temu tradicionalno pravijo astralna projekcija, pravijo ezoteriki, ne. Ker se mi zdi, da tukaj ta vaša izkušnja hkrati s tistim poskusom, da lahko marsikaj v tem smislu tudi naravno razloži, ampak da nas usmeri v določene razlage. Namreč, zelo pomembno je to, ne, da ste vi v tej izkušnji videl glave od zgoraj, medtem ko, če bi bil pač podvržen tistemu eksperimentu, ne bi videl tistih predmetov na omarah. Se pravi, da je to neka, rečemo, notranja izkušnja samih možganov. Točno, to je ta a priori. Ja, a priori. Vedo, da če gledajo takole, oni morajo videti teme. No, ampak zdaj vprašanje ob tem je pa naslednje. Jaz sem svoj čas tudi pisal stvari o tej medkulturni primerjavi teh tako imenovanih NDA, se pravi obsmrtnih izpustov, ki so tudi kulturno precej pogojena in tako naprej. Kar po mojem mnenju sicer še ne pomeni, da niso resnična v tem smislu, ampak seveda pa to ni noben dokaz za posmrtno življenje. Nek znanstveni dokaz, kot so nekateri hoteli to razumeti. Kaj po vašem mnenju tukaj glede tega, glede teh astralnih projekcij, oziroma sploh glede možnosti preživetja, a nam pove to sploh kaj o možnosti preživetja duše po smrti telesa ali ne?
Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da nam zelo veliko pove o procesu odmiranja posameznih delov možganov. Mimogrede, mi imamo zdaj izpred nekaj let dva fascinantna taka, ampak seveda samo en poskus, oziroma ne poskus, to je opazovanje, ne en je bil poskus, en je bil opazovanje. Kaj se dogaja tik pred. Mi vemo, da ljudje zelo pogosto kar povedo par stvari, ki so zelo uniformne in repetitivne. Recimo to, da tale levitacija, in to ima ponavadi tudi neko tako zaporedje. Skratka, dvignem se, opazujem, vidim svoje telo, vidim ljudi, ki me animirajo, potem tam, potem se nekaj tudi neka tako močna svetloba pojavi in me precej tako vleče k tisti svetlobi, potem pa pravzaprav, če sem uspešen v tem svojem umiranju, bom pravzaprav odšel, me bo povleklo tja, in počas ti, ki me reanimirajo, postajajo vse bolj zabrisani in tako naprej, vse bolj močna pa postaja tista svetloba. V nekem vmesnem času se pojavi tudi pri mnogih ljudeh to, da slišijo neka nagovarjanja ali vsaj besede ali glasove svojih bližnjih, recimo svoje babice, pa tudi njihove obraze. In potem in tukaj tudi sodijo recimo tisti kulturološko pogojeni, kot so recimo, kaj se boginja Kali ali pa, ali pa angelčki ali pa ne vem. In potem na koncu je tista bleščeča svetloba, ki te pravzaprav kar nekako vabi vase in ki je nekaj tako nepopisnega, da ljudem to res ostane psihično izvedeno, mislim, tako duhovno jih potem zelo spremeni kasneje, ko preživijo. So v nekem smislu veliko bolj poduhovljeni, veliko bolj. Zdaj, recimo, anatomija, ko ti spremljaš tudi, če veš, kako ugašajo centri, pa možgani, po hipoksični okvari, potem, ko imam vse manj kisika, potem je zelo zgodaj, ali pa tam, kar koleriram, najprej je tudi le zgor in temenski režnik je močno povezan z občutenjem mojega telesa v okolju. No, in ko se ta denervira, recimo bom zelo pogostokrat, ali recimo, če vzamem neka mamila, ki delujejo na te receptorje, bom zelo pogosto, recimo, jaz čutil, da vstopa recimo vesolje vame, ali pa recimo jaz zgubljam svoje meje in se raztapljam, ali pa jaz se dvigam. Potem ta proces hipoksije se nadaljuje v temporalnih, tukaj približno, tukaj pa imamo veliko centrov recimo za obraze in čim bolj so ti obrazi nam emocionalni, kot sem prej omenil, recimo obraz naše matere, obraz našega otroka, obraz nekoga, ki, tem bolj bo pravzaprav blizu tem strukturam, tudi pač medijalnim, kjer so tudi glasovi in bodo oni kot ena taka celota, glas in obraz in moja mati in tako naprej. Skratka, in nevroni, to, če mi slišimo te glasove, ponavadi pomeni, da se nevroni borijo, da želijo na nek način preživeti in potem se luč ugaša. Potem gre pa proces proti tudi čist zadaj ti primarni centri, kot so recimo vidni centri, pa ne tisti, po katerih je predmete, ampak samo svetloba, to je tukaj čist zadaj. To je tisto, kar ostane na zadnje, ali pa zelo proti koncu. In zakaj so ljudje tako ponavadi fascinirani na to svetlobo? Ker je pravzaprav vse ostalo zdaj že tema, vse, kar ostane od mogoče kontakta do tega, je ta močna svetloba. Je pa to tako močno doživeti, jaz verjamem, že ta levitacija. Recimo, jaz moram reči, da seveda nikoli ne bom mogel pozabiti, kako se je moje telo dvignilo, mislim, kako sem jaz to, nikoli to mi pa. In nekrat sem bil na nekem nočnem klubu, kjer smo bili trije, ena gospa je bila, en moj kolega je bil znanstvenik, pa jaz, in vedel sem za tisto gospoda, bo skratka predvsem stališča pozitivnih energij in
drugih svetov in tako naprej, ko sem si pogledal. Ne. No, za onega znanstvenika sem si predstavljal, da bo strogo tak fizikalno, scientifični in bo raztrgal vsako idejo. Zase kot za zdravnika, jaz ne da vrnem človeka, to je resnična izkušnja, ki jo imaš, ne moraš in spoštovati in razumeti v kontekstu tega življenja in tega človeka, tako da jaz nisem šel v neki bil, že kot zdravnik, da bi tole. In potem se je zgodil nekaj strašno zanimivega v tisti oddaji, da je tisti znanstvenik pravzaprav bil tako prepričan, kako je to vstop v drugi svet, ne? Da smo počeli si spadali kot najbolj scientifični. Potem so se pogovarjali in veste kaj je, on ko je bil mali fantek, ko je bil 4 ali 5 let star, se je on utapljal. In seveda to, mislim, že če odraslega, ti fenomeni tako prevzamejo, kaj še le otroka. Ne? Tako da, veste, tako kot so ljudje nekoč absolutno verjeli, da je Zemlja ravna in moramo imeti razumevanje za kontekst tistega časa, ne? Tako je meni jasno, da pa se to neč ne moti, jaz včasih rečem študentov, ne bo tam nekaj. Tako sem moral repliko na to, čisto kratko, ne? To se mi zdi zelo zanimivo in bistveno. Kaj se vam zdi? No, če se zabriše ta meja med subjektivnim in objektivnim svetom, potem je to dejansko vstop v nebesa. Recimo, pač pokrej mitologija, pokrej zgodovina. Ker vse ta, ki to doživlja kot realnost. Ne? Tako, zanj je to. Ampak ne smemo pa seveda potem neka ideologija ali pa politika ali pa neki, ljudje pa to ne smejo potem reči, da je pa to nekaj objektivnega, ne, v kar je v smislu našega sveta. Ne? Ja, ne, v smislu to mora biti, to je kurikulum, to moramo vsi tako verjetno, ampak za tiste človeka pa absolutno. Ja, ampak moja poanta je v tem, samo še to, no, da ravno tako pa ne smemo reči, da to recimo, da je to neki protidokaz za nebesa. Ne. Ker na vse zadnje, to doživetje samo, ta svetloba, v katero stopi, to je to, za enega, ki umira, ne, za vse nas bo pač nastopil trenutek in je to, in v zvezi s temi pač tudi podaljšanjem, raztezanjem časa in vsemi temi fenomeni, ki so do neke mere znani. Jaz samo rečem to, da pravzaprav seveda mi lahko vnesemo noter, recimo, eno tako doživetje, kot je odhod v en raj, v eno nebesa, ne. Ni pa, pravno samo to, da ni to nujno, ne, da recimo trenutno znanost tem znanjem, ki ga ima, ne dokaza, ampak recimo razložiti, kaj se dogaja. Ne. No in mimogrede, ko sem rekel, veste, zdaj pred kratkim 2 taka zanimiva poročila so bila. Ena je, da so na miškah, zelo pogostokrat se zavrti tudi življenje. Ne. To tudi sodi na temporalni režim, kjer imamo vse svoje epizodične spomine. Ne. To je center, ki pri demenciji na Alzheimerju zelo hitro propade. Ne. In ko se prožijo, ti seveda ti vidiš neko neravno čist celo, torej cel film pa tako, neke podobe. In kaj so ugotovili? Eksperimentalno so delali sicer na miškah, ne, in so spremljali njihovo umiranje. In tik pred smrtjo cerebralno se je iz tega dela, kjer je skladišče spominov epizodičnih in prostorskih, ta sta skupna epizoda in prostor subjektonsko, je bila ena hiperekscitacija, tako da bi se dalo eventualno razlagati, pogled, da ta miška vidi neko. Ampak potem je pa še eno drugo poročilo prišlo iz ene estonske bolnice. Sicer to poročilo je bilo staro že nekaj let, vendar so čakali avtorji, ali bo še kdo drug kaj takega povedal. Imeli so enega bolnika, ki je bil hospitaliziran zaradi božjasti, zaradi epilepsije in so imeli, pri teh bolnikih včasih jih kar pustijo z elektrodami, zato da vidijo, ali bo imel napad ali ne. No in ta človek je v času, ko je imel vse te elektrode, je potem umiral in umrl. In tudi pri njemu je prišlo do neke hiperekscitacije
nevronov, kar recimo mimoglede v tem temporalnem regnu, kar mimoglede bi recimo bilo v skladu z razumevanjem te NDE, Near Death Experience, kot izraza umirajočih, pa še vedno borečih se možganov v zadnjih trenutkih. To je to notranje, to je to moje notranje fenomenološko doživljanje. Želel še nekaj? Ne, jaz sem hotel samo prej, gospod Lovrek, sprejeti, da so v Rusiji pa ZDA to presto hibernaciju. Jaz sem sam hotel vprašati, kakšni so to rezultati. Ne, ti ljudje so tam noter čakajo na ne vem kaj, čez 100 let ali 200 let. Ja. Tako da, mislim, predvsem upanje. Jaz ne verjamem, ko bo čez 150 let, ko jih bodo prej neko kakva atomska bomba sama ogrela, ko jih bodo čez 150 let, jaz nikakor ne verjamem, da bo kakršno življenje. Niso poskušali še nobenega življenja. Ne. Zdaj smo že dovolj utrudili za profesorja. Glede te kontrolirane halucinacije, ki je pač to v bistvu urejanje med bottom-up in top-down procesi. Tako. A lahko v kakšni meri pri tej ustvarjanju neke zgodbe, torej mi s tem poznavanjem da do tega pride, si ustvarimo zgodbo, ki nam na nek način služi. Torej, če si lahko namerno, zavestno s poznavanjem tega procesa ustvarimo zgodbo o, kako bi rekel, o svojem. Tako da... O čem? Zgodba se sama ustvarja. Ja, pa lahko mi torej si lahko povemo zgodbo, torej, a lahko mi sodelujemo pri ustvarjanju te zgodbe, ali se zgodba ustvarja sama? Zgodba se ustvarja sama. Zdaj me sprašuje tako, da je tukaj pa en človeček, ki se imenuje jaz in to zdaj opazujem in zdaj bom zgodbo naredil. Ravno v tem je bila ena izmed poant tega, kar se zdaj trenutno zdi, da nevroznanost razume, da se dogaja v možganih. Se pravi, vi imate te a priori, recimo temu ideje, pa to realnost in oba stopata drug proti drugemu. Močnejši za vas kot, kako vam ime? Jan. Za vas kot za Jana bodo močnejši vaši možgani. Če bodo ti možgani zdravi, potem boste vi ujeli ne prave, kajti to je nemogoče, in tudi ne kompletne podatke o realnosti, o tistem predmetu, o tisti barvi, ker je to nemogoče, že vaši receptorji določene svetlobe sploh ne bodo sprejeli, se zaveste. Ampak vaši možgani, vaše telo bo izbiralo male delčke, ki so se skozi evolucijo pokazali, da jih je vredno prepoznavati. Recimo barvo rdeča recimo je bila v evoluciji vedno zelo, zelo pomembna, ker je človeku pokazala, je nekaj zrelo, je nekaj zajest, nekaj takega, tako da ta barva je, ali pa kakšen predmet. Se pravi, vaši možgani vaši receptorji bodo zbrali samo določene stvari realnosti. Morda je realnost popolnoma drugačna, kot jo naši čutim zaznavajo. No, ampak recimo, če bo to tisti spekter resničnosti, ki jih bodo vaši a priori usmerjeni možgani, ki hočejo napovedovati, to se bo zgodilo, to je to, potem se boste srečali in vi boste recimo zdajle verjeli, da ste in doživeli, da ste v dvorani Slovenske matice, da ste poslušali tole predavanje, zdajle boste šli, ne vem, luč je taka pa taka, ljudje so to in to sprašvali. Kolikor bi prišlo do tega, da, zdaj pa zmagovalci so ponavadi možgani, če bi prišlo do tega, da ima, in to je kontrolirana halucinacija. Halucinacija v tem smislu, da vi pričakujete, da je to tako, in kontrolirana, ker pač se kontrolira iz okolja, da res pride to, kar vam koristi in kar je pod narekovaju resnično.
Kolikor pa recimo bi bila pa to nekontrolirana halucinacija, bi pa to pomenilo, da vi zdaj vaši možgani recimo iz nekega razloga ustvarijo neko zelo paranoidno sliko. Tukaj tele luči iradirajo, tale gospod tukaj je robot. Ljudje so tukaj samo zato, da mene opazujejo in poslušajo, kaj bom jaz rekel. In zdaj, ko se je gospod pred vami malo premaknil, on se je premaknil iz tega in tega. Mi vedno, ne, možgani vedno iščejo smisel, vedno zgodbo, vedno tako. In to bi bila halucinacija, in če je nekaj iz okolja, ali pa da vaši možgani ne bi bili zdravi, pa bi prevladala halucinacija, da je to nekontrolirana halucinacija. Ja, jaz bi se profesor Virtušku zahvalil za to zanimivo predavanje oziroma zanimiv večer. Zdaj, da bomo še dobili na tukaj ona se ravno